Vse smo že od nekdaj vedeli in čutili. Vedeli smo, kdo nas pomerja, ter kaj, kdaj, kje in kdo pa nas izčrpava. Pa smo kar vztrajali in upali. Do kdaj? Moč do lastne integritete je v nas samih od nekdaj prisotna. Poslušaj, oziroma čuti in upoštevaj sebe. Varuj in brani svoje meje lastnega vrta obilja in miru. Takole sem dognal včeraj. Dobro jutro. Modri planet, modre misli, modra podlaga, modri smo in naš modri planet, Blue Planet, ni džabe moder. In modrost je nekaj, kar do česar vsi dostopamo, ker je univerzum eter in tako vsi imamo možnost ta konektor naš notranji pržgati in ga upoštevati. Pa se bom mičken vrnil nazaj na ta zapis, ki mi je včeraj se ga uspelo sestaviti. Varuj in brani svoje meje lastnega vrta obilja in miru. Vsak izmed nas ima noter, si lasti, je lastnik, torej ima svoj lasten mir in svoj lasten vrt. Vendar ta vrt je imel v sebi obilje za vse ljudi. Daj iz tega vrta, to je obilje. To več, kot daš, več dobiš in ta vrt je neskončno velik. In nikoli ne neha v njemu rast. Vendar v vrtovih si predstavljate, ni nekega džumbusa pa rompompoma. Vrt je mirna lokacija. In vsak je lastnik svojega vrta. Vendar ta vrt moramo mi čuvati, torej ima pa ta vrt tudi svoje meje, do kje dopuščamo. A so probali iti čez mejo, vedno znova in znova, vendar smo pogruntali, da če jih spustimo noter, so kot drekači, ki v tem vrtu sam škodo delajo in jemljajo iz vrta, za sabo pustijo pa svinarijo, tako kot jo naredijo na našem lepem modrem planetu. Ne, ti, ki nimajo lastnega vrta, pa rajš kradejo, oziroma, kako so že reče, rabutajo iz drugih vrtov, ti nimajo občutka, nikoli niso spoštovali teh sadik in sadov in darov, ki so bili v našem vrtu. Pravzaprav jim je bil interes ven to vzeti, pa frderbati in poiskati nov vrt. Ne? Pač nimajo oni občutka, brez občutka grejo, ker nimajo s čem občutiti in nimajo oni noter. Kaj imamo? Imam precej nekih takih stvari, enkolašenih, enih stvari, ki so mi prišle naokrog v misli in spoznanja in želel bi si, da v bistvu vsak izmed nas nekako začne razmišljati na tak način, pa pravzaprav to razmišljanje ni tako razmišljanje, da bi stvar bolela, ampak gre za poigravanje z mnogoterimi besednimi zvezami, v katerih že vse piše, pravzaprav v samih besedah, ki imajo precej povezave med našim slovenskim in ker znam angleški jezik angleškim. Zdaj verjetno bi tudi kakšnega drugega lahko implementiral, pa jih žal ne znam, pa nima veze. Hočem reči, skozi poigravanja pridejo tudi spoznanja in veste, biti vrtnar ni težaško delo. Je pa ni, ampak prinaša mnogo zadovoljstva. Tako da na tak način bi mogoče mogli razumeti delo, je potrebno, vendar sadi mnoge darove. A veš, jaz sem dostikrat rekel, ma kaj, je toliko težko eno seme solate prijeti, pa ga dati v zemljo. Posadi, zali in počakaj. Ne? Moraj pol narediti se nekaj. In pravimo, to, kar sejemo, to žanjemo. Torej, če mi v naš vrt vnašamo lepe misli, lepe stvari, lepe namere, želimo biti
pravzaprav nekako smo rekli skozi ta čustva, ne? Želimo gojiti lepa čustva. Če pa gojimo slaba čustva, bom rekel, strah, mržnjo, nekomu smo zamerili, maščevanje in to, pa v tem vrtu nekaj podobnega zraste. Tam jaz rečem plevel ali pa, no, kaj je že ta, pa pegasti badelj, ne, kaj enkrat tu dobiš v vrt, je gotovo, stari, se ti zmeša. Nima veze, pač, torej, pomembno je, da v tem vrtu ves čas nekaj delamo. Vsak dan leta imam v vrtu, se najde nekaj malega dela. In če to opravljamo sprot, a ne, in enkrat malo posadimo, drugič moramo zaliti, tretjič je treba obrezati, četrtič prevezati, pol je pa že nekaj zrelo, pol je treba tisto, kar je preveč obtrgati, pa dati na kompost, pa pol je treba tam preštihati. Skratka, v vrtu je delo ves čas. Vendar, če boste vprašali ljubiteljskega vrtnarja, bo rekel, pa to je največji užitek, kad ti prideš v vrt, pa te tam čaka paprika, pa tam paradajz, pa 2 korenčka, 1 bučka, 1 solatka, pa zeljček bo čez 3 dni, pa ohrovt bo ostal za zimo, pa por. Hočem reči, v vrtu je delo ves čas in če ga vzdržuješ, potem je vrt vedno samo daje, ne? Vedno nagrajuje. Vsakega vrtnarja vrt nagrajuje brez konca in brez pike dvoma. Če pa mi ta vrt zapustimo, potem se pa na njemu razrastejo tiste stvari, ki so slučajno priletele, ne? Kakšna semenka od trave, kakšna kopriva, kakšna rožica tudi, ampak načeloma ta vrt postane zapuščen. Poznate zapuščene vrtove, kako v bistvu žalostno izgledajo, ne? Torej, delo na sebi, delo v vrtu, vrt obilja je v nas, ima pa ta vrt svoje meje, a ne? In te meje so vedno prekoračili. In mi smo tisti, ki moramo zabiti kovce, pa potegniti ograjo, pa reči tukaj, nič več, nič še malo, ker tle je ograja, ne moreš. I ako bi ti paraziti vedno penetrirali, ne? Ti polži bi vedno zlezli nam v vrt. Zaradi tega je pozoren, zaradi tega je dober vrtnar vedno pozoren na škodljivce, ki vrtu škodujejo. V našem vrtu gojimo mir in to je najbolj pomembna stvar. Si predstavljate, kako znajo paraziti nam ta mir kaliti, kamorkoli se obrnete. Pa strah, kaj pa če bo toča? Ni jo še, ne? Zdajle jo ni, pa bo, pa je tudi bila toča. A strah pred točo kaj pomaga, da toče ni? Ne, kot toč, lahko se sam pripraviš na določene stvari, in upam, da ste pripravljeni na vesoljni potop, ker bo prav hmal. Res vroče ratuje, ka strela marela. Vsak hip bodo sirene naredile til dul in bodo šle kakice v hlačice. Ne bom nič pretiraval, se kaj fokusiral, ampak to ni strah, jaz sem sam pripravljen, jaz v špajzu nekaj imam, stvari, ki jih rabim, jaz ne rabim iti nikamor 14 dni, toliko imam stvari v redu, prštimane, ne, ampak upam, da ste tudi vi, no, da niste odvisni od trgovine od danes do jutra, no, bolj v tem kontekstu, kar se vsega tiče. Torej, ta naš vrt smo rekli, da pa obilje. Kaj je to obilje? Jaz vam lahko povem, da sem obilno nagrajen in obsuvan z darovi tega univerzuma v obliki spoznan, razumevan, pozornosti, užitkov, uživanja vsega, kar je. Sončni zahod, sončni vzhod, ptica, ki leti nad mano, zagledam radost psičk, zagledam mogočnost narave, torej, da imam pozornost do tega. Oblivan sem s krasnimi občutki, ki jih do zdaj nisem nikoli poznal. Bom rekel, ta sreča, milost, sproščenost, občutek moči. In krasno je, ko te stvari lahko predajamo naprej. Ne? Sej je luštno, v vrtu je navadno vedno kaj preveč in je vedno tudi za druge. Ne?
ampak v prvi vrsti je treba poskrbeti zase. Saj sadiš solato zato, da bo zate. Če jih bo pa 5 preveč, jih boš pa z veseljem podelil, a ne? Nikakor pa ne smemo dovoliti, da so nam ukradene in ščititi moramo ta vrt pred vsiljivci. A sem bil jaz zdaj kaj jasen? Ne? Torej, varuj in brani svoje meje lastnega vera, obilja in miru. Ne dovoli, da je obilje ukradeno, mi imamo v sebi nekaj, kar so želeli imeti in po svoje ubiti, ker kadar naš vrt funkcionira do popolnosti in smo pravi vrtnarji, takrat ne bo škodljiv, ne bomo pustili, da kdorkoli pride v naš vrt, ker smo pozorni. Ne dovolimo, da zdaj kar se zgodi. Mi smo bili pač nepozorni vrtnarji, bili smo zaspani, mi smo mislili, da če posejamo stvari, da pa kar bo, pa pol, ko so nam solato pokradli, smo gledali to poškodovano solato in smo rekli, zakaj se je meni solata ukradla. Posadi novo, to daj ven, pa posadi novo, pa počakaš. Jaz sem ni že zdaj. Ne more biti. Instant rešitve ni in jo ne bo nikoli. Samo prava semena moramo saditi. In seme je tudi za kolektiv dobro, pravo seme za kolektiv je, da mi delimo iz našega vrta semena spoznanj, lastnih zgodb med druge. Zaradi tega sem včeraj kar celo eno novo grupo ustvaril. Mislim, da sem mi dal naslov Tvoja zgodba šteje ali nekomu pomaga, ker vas toliko spodbujam in bomo probali tudi tam kaj več teh občutkov, ki se v tem obdobju porajajo v nas ali pa v zgodovini ali pa ste v preteklosti imeli izkušnje, pa ste se nekako iz dreka ven zvlekli, ste ta vrt preštihali in začeli od začetka. Take zgodbe pomagajo nekomu, tako kot moja pomaga nekomu, bo vaša pomagala nekomu, ker razumemo, kakor pač razumemo. Želimo seveda pomagati vsem dušam in želimo se znebiti parazitov. Veš, po eni strani si mislim, sej parazit je ali pa taka rabuta, mogoče pa ima doma svoj vrt, pa je uspel vzgojiti sem solato, pa bučko, paradajz, papriko, pa kumaro pa ne. Pa pride k nam porabutati tisto, kar sam nima, kar sam ne zna vzgojiti. Tako nekako si probajmo predstavljati, da je vrt pa naša notranjost in imamo obilje. In to nam zagotavljajo mnoge knjige, jaz pa zagotavljam to s svojim biti in potrjujem, ko je. In to je ta zlata doba, o kateri se pogovarjamo. In prav je, da si delimo in vsi gremo naprej in vojna, bitka je resnično proti koncu. Jaz opažam, kam sem si napisal, zdaj vam bom takoj, mi se bomo branili, čakaj, zelo dobro sem napisal, ne razlagam sem zato, ker sem bral stvari, ampak vam razlagam, in pišem zato, ker sem stvari občutil in doživel. Če bi stvari samo prebral, se zagotovo ne bi na tak način lahko oziroma stoično upal postaviti. Tako, kot sem napisal v začetku tistega teksta, moč lastne integritete je v nas samih od nekdaj prisotna. Moč do te lastne integritete vrtnarjeve, je v nas od zmeraj prisotna. Se jo upamo užgati ali ne? A bomo vzeli enkrat že lopato pa potolkli v nepolže ali ne? Ven jih dejmo, ne smejo priti noter. Ne? V nas ne, v naš vrt ne. Kam sem napisal, borili bi se, pa se nimajo s čem boriti. Tako sem, tako, evo, delujmo, kajti ti, ki so prazni, nimajo več s čem delovati. Pokažimo, da veliki smo mi. Zdaj, kaj se dogaja? Bom zdaj probal iz enega drugega kota še. Drain the swamp. Spraznimo močverje. Izsušimo močverje in watch the water. Je bila ena izmed
izmed takih močnih zapisov, ki jih nismo razumeli. Ne? Pa smo videli Trumpa na sliki, kako v bistvu Washington DC puli, pa je bilo prikazano kot močverje. Ampak ni Trump oziroma Q oziroma White Hat ali pa Aliansa niso rekli izsušujemo močverje, ampak so rekli izsuši močverje. Pa nismo razumeli. Valjda, da ne. Ampak kontemplacija na kontemplacijo, pa prespat, pa premisliti, pa v nekem času ipak vrne, kaj je hotel s tem povedati. Watch the water, ne? Opazuj vodo v močverju. Mi smo voda za to močverje. To močverje je potrebovalo vodo, našo energijo, a ne? In v močverju živijo dvoživke, a ne? In pravzaprav, ko smo bili zaspani, smo tudi mi bili znotraj tega močverja, dvoživk, ne, kjer smo v bistvu bili voda za te, za cel svet smo bili eni voda. Ne. Zdaj pa dvoživka ima možnost živeti v vodi in na suhem. A ne. In frogs, Pip the frog, a ne, to je Pip the frog, žabec, on v bistvu ima možnost biti v močverju ali pa ven iz močverja. In ko žabec, paglovc, doraste, lahko skoči ven iz močverja in je zunaj vode. Okay? Ampak več, ko nas skoči ven iz vode, bolj bi zdaj ti paglovci, oziroma močverje ima še drug pomen, bi želeli nas potegniti nazaj v vodo. Ampak oni, če bi želeli nas potegniti v vodo, morajo iti ven iz vode, ven iz cone udobja, ven iz tega, česar se najbolj bojijo. Oni ne morajo biti dolg časa na suhem, a ne? Če si paglovc, ne moreš biti na suhem ful časa, kaj ne? Torej, mi moramo izsušiti močverje, da jim ne damo te naše božanske energije, ki se pretaka skozi nas, skozi nas se pretaka. In mi jim s tem, ko postanemo samostojne žabe, gremo lahko toliko daleč od močverja, mu ne damo več vode, torej v močverju je čedalje manj vode, če se prav zastopimo, a ne? Ker se čedalje bolj prebujamo, smo bolj žabe, bolj dlje od tega močverja. In kdor želi za nami srečno, ne moramo nikogar na silo ven potegniti. Vsak bo prišel iz svojega močverja, ko bo njegov čas, ko ne bo več paglavec in se mu bodo že razvile neke, bom rekel, organi za dihanje zraka. Kar se pa paglovcu ne zdi, kako boš zdihal zrak, če pa nimam za dihati zrak organa, ne? Ob času, veste, to se lahko zgodi momentalno. Tako kot paglovcu se zgodi v enem momentu, wow, pa se jaz lahko diham, ne? Ja, torej potrebuje paglovc dovolj spoznan, da reče pa ja, pa se pa to je pa res bedarija, kje živim, pa je valjda grem ven, ker je ful lepša, a ne? Sam to mora človek v sebi dojeti, razumeti, zakaj bi bil del te umazane družbe, tega umazanega močverja, negravženega, gnilobnega, od nekdaj prek religij in zdaj vseh sistemskih pomočnikov, od vlad, pa vse, kar je javnega, sranja in pomočnikov na ne tako zelo pomembnih nivojih. Vsaj zdi se tako. Pa verjetno ima ta sistem mnogo svojih igralcev. Tako ki je država, politika v bistvu podaljšana roka religij, a ne, so pomočniki v sistemu podaljšana roka države in v bistvu volivci, ne, in zdaj eni so zapriseženi volivci, mi se pa že čas po glavi praskamo, kaj ćemo zdaj mi sploh voliti, če je tam ista gama, sem rekel, vsi bodo kralj, kdorkoli je gor, od nekde je tako bilo in zmetno tako bo, ne, ker to niso Gaddafi, pa Tito, ti pa jaz ne vem kaj, da bi delali za ljudi, ampak izključno za kabalo, a ne, za tiste, ki so peščico psihopatskih, parazitskih reptilov, ki so na vrh. Torej, mi smo v bistvu pravzaprav s tem, ko smo se s sistemom sklapali, pomagali, da je močverje vztrajalo in izčrpavalo nas do bolanga.
Kakorkoli, mi smo voda, ne pa močverje, globoki oceani so v nas, ne? Zdaj to pa druga sfera razlage, da pač se poglabljamo v svoje globine in lahko najdemo svašta. Dejstvo pa je, da se moramo mnogih stvari odnaučiti, očistiti, jih spustiti, se odnavezati vseh navez, ki jih imamo do ljudi, do tistih, ki mislimo, da jih imamo, ki mislimo, da nas imajo radi, ker prava ljubezen se pretaka malo drugače, kakor smo bili naučeni, ne? Zelo majhen procent je resnično pravih partnerskih, ljubezenskih zvez, pa je spet veza, ne? Ampak naj bo partnerski zvezek, kjer se piše zgodba skupnega življenja, poglabljanja, kjer naj bi si bili dve duši v pomoč. In res smo si duše v pomoč, kjer si razlagamo na različne načine, skozi različne projekcije si odpiramo globine. Okay? Marička, kako sem šel. Ampak dobro, bom šel zdaj pa še malo naprej, da je ta naš postopek prebujanja, osvoboditve človeštva izpod zla je v polnem zamahu. Brez pike dvoma sem večkrat rekel, dogaja se mnogo stvari v ozadju, mediji še vedno ustrahujejo in lažejo in ne spremenijo svoje zgodbe, da se na glavo postaviš. Pogruntali smo, da če bo kdo komu kaj pripomogel, smo to točno mi, od ljudi za ljudi. Tudi na to nas je opozoril Q, je rekel, you are the news now, vi ste zdaj prava novica. Kajti fake media, torej lažnivi mediji, propadajo in bodo, mislim, vidimo jih, ne, saj oni fizično nič ne propadajo, njihova zgodba ne gre, ker smo izgubili zaupanje, karkoli bleknejo, je meni brez pomena. Čakaj, sem rekel, we are news, tako mi moramo širiti, tako zgodba se prihaja proti koncu. Se mi zdi taka dobra, denar je vir vsega zla, pri denarju se je vse začelo in pri denarju se vse tudi konča. In vzeti je treba denar vsem tem, ki so za denarce delali umazana posla, mnogi, da ne bo pomote, mnogi so pošteno si ustvarili vsak svoj košček vesolja, največkrat pa so najbolj prebujene ljudi probali čim bolj na rob spraviti točno z denarjem. In denar je bil naše suženjstvo. V bistvu, jaz sem pogruntal, pa sicer že pred časom, da v bistvu, če bi pogledal tako po svetu, najbolj revni ljudje so v sebi najbolj polni. Ne? Mislim, žal pa ne morejo dati od sebe, ker so pritisnjeni v kot. To je vse bila strategija temačnih, pogruntali so našo psihologijo do nule, nam so razlagali, da je naša psihologija čist nekaj drugega, torej daleč stran. In v bistvu, ko ugotovimo, da je naša psihologija, naša notranjost, naša duhovnost, naš duh, naš spirit, naša intuicija, naša energija, nekaj totalno drugega, bistveno globljega in mogočnejšega, kakor smo lahko v katerikoli knjigi prebrali, takrat se šele pravo potovanje znotraj nas začne. In prav je. Želim, da potuje vsak po sebi, v svojih mislih in spoznanjih. Da ko se snidemo skupaj, da to lahko pomultipliciramo. In res smo blizu konca temu, tako da večkrat sem vas že opozoril, jaz nočem strašiti ali pa tako dati v ospredje, kdaj se bo zgodilo, ne vem, nimam pojma, bodimo iskreni, nihče ne ve, lahko samo slutimo ali pa občutimo neko napetost, da v bistvu smo čedalje bližje. Jaz se okrog tega ne bojim, ker vem, da nam nič ne morejo in smo na varni strani. Tisti, ki deluje po lastni vesti, je na varni strani. Kdor deluje pod pretvezami, triki in raznimi možnimi nekimi igrcami, temu ne bo ugodno, ker ne bodo mogli ljudje, zelo težko bodo ljudje
pogledali nam v oči, ker mi stvari prepoznavamo zelo, zelo hitro. Postali smo zelo pozorni vrtnarji in čuvamo, da ne bi iz katerekoli strani se prikradil škodljivec ali pa parazit. Ne? Zdaj, jaz sem že na 4 videe vam pelil brez slikic, pa zdaj pa ne vem, ali bi vam jih sploh dal ali ne. Pa ne bom. Bom še eno stvar, bom šel tlele čez listek. A veste, me je ful dobro, dej delimo, dej delte, ne. Deljenje ni v redu, množenje je ful boljše. Dejmo množiti stvari, ne pa deliti, ne. Mi se moramo, ampak, a veš, če se ena celica razdeli na 2, pol prideta 2 in to je matematični paradoks. Kako je lahko deljenje, rezultat deljenja pravzaprav množenje? A ni noro? Paradoks vseh paradoksov. Ne, množina iz sej se razumemo malo zajebancije. Skratka, dajmo deliti svoje stvari, spoznanja, nujno. Tudi sam sem bil v to na nek način porinjen, pahnen, oziroma notranji vzgib je bil tako močan, da sem mogel, čeprav si nisem tega prav glih želel. Bil je vzgib moram, ker vem, da nekdo to rabi, po drugi strani sem pa vedel, da na tak način bom najdu sebi podobno razmišljajoče ljudi. Ne kako ven zgledajo, ne kaj govorijo, ampak kako razmišljamo. A ne? In besede ne bodo šle več naokrog, to smo že probali večkrat definirati, in počasi prihajamo do tiste točke, ja, stari, I feel you. To, prav čutim te. Poznate to? Prav čutim te. Ja, valjda, ker se da čutiti. In dobro, in slabo. Kaj ne? Ne glede na besede, kaj te besede govore. Besede. S tem, da beseda je človek postala. Veste, mi smo narejeni iz besede. Najprej je vsak sam pri sebi, spet iz sebe gledam. Jaz bi mogel reči, dost je. To je bila božja beseda, moja božja, če sem jaz Bog, ne? In prva je bila dost, druga je pa bem v sunce in bom jaz pokazal. Kako? Ne vem. Zdaj vidim, kako sem mogel pokazati. Ne vemo na začetku, nič vesolje samo ureja. Mnogo poti, ki jih mi ne razumemo, ampak znotraj besede, odločitve, mater tole in ko si glasno rečeš, ne boste nas. Takrat veš, da to je tako je in pika. Beseda je človek postala. Mal probite še o tem kontemplirati, ni tako strte zvita stvar. Tako, ko si s pravimi ljudmi, torej za začetek moraš prave ljudi najti, a ne, je, ko si s pravimi ljudmi, ki pridejo k tebi ob pravem času, ne, čas prežet z njimi se ustavi in je neizmeren. Torej, ta čas, ki je ustavljen in neizmeren, je brezčasen, a ne? In tudi časten. Okay. Brezčasnost. Mi nimamo občutka za čas, kadar se plemenski dobimo. Mi ne bi nikoli šli na razen in ako, tudi ko smo vsak v svojem življenju, smo v bistvu ves čas skupaj. Mi iste misli mislimo, nekako se znamo preko teh nekih signalčkov, ki jih spuščamo, znamo čutiti, aha, napreduješ, aha, dojel si, bravo, super, like, srček, bravo, super, dodam ti še, ne rabimo biti ves čas fizično skupaj, ker v bistvu vemo, da smo ves čas skupaj, se zastopimo, torej smo v bistvu mi že v brezčasnem prostoru in to je častno, ne, lastnost predobrih ljudi je to, da smo svoj čas podelili in delili čas in energijo napačnim, ne, tistim, ki so to parjeli pa vrgli stran v smeti. V bistvu nora scena, bom še. Ogromno je možnih interpretacij, kje vse smo ga mi falili, kako trapasto smo funkcionirali, zaradi tega, ker smo bili zaspani in sprogramirani, vendar zdaj smo v fazi deprogramiranja našega uma iz glave, iz razumskega v srčno sprostiti.
stvari se predati občutkom in lastnim razmišljanjem. Mi smo rekli, zapirali bomo, počasi bomo začeli zapirati knjige in informacije in začeli postajati in smo čedalje bolj ver informacij. Mi smo izvor in iz nas so pili čisto, bistro tekočino imenovano voda, ki je narejena iz elektrike, pa vibrira, pa skozi nekaj se dogaja s to vodo. Voda je nora prispodoba in upravljamo s tem tokom, tudi vodnim. Vendar voda ima 3 agregatna stanja. Ali je trdo, 3D ali je tekoče, 4D, torej smo že vezani v eno sredino, in para, 5D. A jo vidiš? Ne, pa je. Ja, ne, ni jo, ki jo ne vidim. Kako da ne? Moraš počakati, da so oblaki skaj pridejo, zdaj pa je. A ja, no, zdaj pa je, ampak oblak ni voda, ne? Veš, pa je, a ne? Tako imamo tudi mi ta 3, 4, 5D stanja in 3D stanje je, ko smo mi vezani na ta materialni oziroma fizično obliko. 4D je, ko začnemo uporabljati neke intuicije, neke zamisli, neke ideje o rešitvah. 5D pa je, ko prepustimo, da pretaka, da se skozi 4D v 3D pretaka univerzalnost, da dovolimo, tam se rodijo ideje, tam se rodijo navdihi, tam se zgradi pogum, tam se pridejo spoznanja in te stvari prenašamo preko svojih umskih stvari v ta tridimenzionalni svet. O tem, kaj je 3D in 5D, je razlag mnogo, najboljš pa je, če si ustvarite svojo. Ali ste ledeni, ali ste trdi kot led, ste tekoči kot voda, ali ste kot para. Vsekakor para gre na bistveno več koncev tega našega modrega planeta, kakor gre led, ker led ne gre nikamor, on tam stoji in je, tako kot pošast znotraj močverja, ono sam je, ne, je dober, v redu je, pa čist mrzla je, ampak je dober, ne grem nikamor. Pa tudi sneg imamo, zdaj pa si predstavljate, kaj je sneg, katera oblika, 3, 4, 5. Igrc okrog naših preigravanj besed je MNOGO. Probajte, malo bom dal recimo gostilna, ne? Našim gostom rečemo na, gost. Gostilna, gosti, na, te. Restauracija je restoration, torej popravitev, nekaj restauriranje vrta, ne? Greš pa se restauriraš. In restauracija bi mogla biti tako, da prideš kaj boste pa jedli, ni to, da kaj boste, ampak da te človek pogleda kelner pa reče ti pa nujno rabiš korenčkovo juho. Ne, sem jaz bi zrezek. Mislim, lahko dobiš tudi zrezek, ampak rabiš pa korenčkovo juho, da se boš lahko regeneriral in restauriral nazaj. Da bomo naredili reset, ponovno nastavitev, ponovno vzpostavitev s čem? Z verom, z lastnim vrtom. Vrt je ver obilja, sem tudi on rabi vodo, pa skrbnega vrtnarja. Brez vode pa ne gre. Ne, ni dovolj sem v obliki pare in ni v redu tista trda voda. Mora biti glih ta prava voda. Veste, mnogo je teh igrc in res imam še, ampak ne smem. Mi moramo odrezati vse vezi tem, ki so nam vodo odnašali in si jo peljali na svoj mlin, ne, so si odpeljali vodo na svoj mlin, prasci eni, in mleli nas. In so pri tem rekli, mi delamo, skozi delamo. Ti sunce, bogovi nič ne delajo. Halo, mamo, oni sedijo, se smejejo in samo pretakajo na to zemljo tisto, kar noro nujno potrebuje, pa to je po eni strani čista voda, po drugi strani pa čista ljubezen. Eter, ljubezen, in to je tisto, kar so bogovi pravzaprav na tej zemlji počeli, dokler so bili tle, ko so se
ko so zapustili zemeljsko življenje, so ostali še vedno z nami, vendar ne v fizični obliki. Še vedno so to za nas vsi sveti, to so naši bogovi, naši angeli in naše točajke, ki nalivajo nam znanja, spoznanja in modrosti. Bodite modri kot je modr planet, bodite modri kot so smrkci, nikar te ne padete na fore in zalivajte svoj vrt in čuvajte svoje meje lastnega vrta obilja in miru. Srečno, čau!